24.5.08, današnji direkt iz sončnega parka na Ptuju. In sicer prikazali bomo, kako se na Ptuju ravna z arheološkimi najdbami. Ja, smešno že na prvi pogled. Torej, mesto Ptuj, potencialni turistični biser, se ponaša s tem, da se arheološke najdbe, rečeno povsem preprosto, ne cenijo zadosti. Tukaj ležijo kot neki kamni v smislu pojmovanja odpadkov. Tak po neki taki logiki, kdaj to nameči te kamne tam noter, te pa grejo na pir. In gori na gradu je eno še večje nahajališče takšnega, kako bi temu rekel, destruktivnega odnosa do nagrobnih kamnov, arheoloških najdb, zakladov preteklih tisočletij. In sedaj se bomo podali gor, da vam ga pokažemo. Tako, nahajamo se na najlepši razgledni točki mesta Ptuj, ki žal še ni urejena, to je pri prvi grajski piramidi. Od tukaj je vidno vse, panorama, rt, terme, Minoritski samostan, sončni park, reka Drava, tam dol je trenutni cirkus Apollo, oziroma ne trenutni cirkus Apollo, ki trenutno tam stoji, mostovi, knjižnica in tako naprej. Tukaj je piramida. Na tem mestu vam bomo lahko še bolj podrobno pokazali, kako se kulturna dediščina spreminja v kulturno zapuščino. Kulturna zapuščina je definicija tistih kulturnih dobrin, katere niso pojmovane ustrezno in so dejansko nekaj, kar je nekdo zapustil, tukaj pa leži, pa četudi je neprecenljive vrednosti. Ta grajska piramida je sicer delno urejena, ampak to je daleč od tega, kako bi moralo biti. Tukaj je že drug prizor. V tem je sicer sveti lepo oranžno, ampak od blizu je pogled drugačen. Spektakularna najdba današnjega direkta je pa ta, da tam, poleg lesene barake, se nahaja kup nagrobnikov in dragocenih kamnov, ki ležijo kakor odpadni gradbeni material. Tukaj, kjer pa nepokošena grajska planota, so pa vidni fundamenti nekdanjega svetišča. To je tista planota nad rovom, katerega smo podirektorizirali včeraj. Torej, takšna dva segmenta, ki bi v turizmu zdravih civilizacij tvorila zelo, zelo veliko bogatstvo, ki bi bilo zelo jasno definirano in artikulirano, izgledata v mestu Ptuj tako. Nepokošena planota, nagrobniki razmetani kakor odpadni gradbeni material, vznožje piramide umazano, kot takšno odbijajoče, kar je škoda, treba je znati stopiti preko zavedanja, kaj se dogaja, in stvari potem postaviti na pravo mesto. In še ena stvar, katere ptujska javnost ne pozna kaj pretirano. Eden od teh znamenitih grbov, pripisujejo jih rodbini Lesli, se nahaja tudi na tem vznožju. Torej pri prvi piramidi, imamo dve piramidi na Ptujskem gradu, sorazmerno s tokom Drave. Tale je prva, tista z steklenimi okni, oziroma zasteklena je druga. In že ob vznožju prve piramide se nahaja grb rodbine Lesli, seveda je tukaj v tem zapuščenem okolju ni tako viden, dejstvo pa je, da je. In sicer z logiko samega pretoka te energije, predvsem reke, je prva stvar, ki te na Ptujskem gradu pozdravi, piramida, zatem pa kot vstop tale grb Lesljev in potem tudi ta vrata na grajsko planoto, kjer se je še preden so postavili grad, nahajalo svetišče, katerega temelji so sicer vidni, ampak v tej travi žal ne. Več o svetišču bomo poročali v direktih
v nadaljevanju. Toš Mihael, 24.5.08, Pararca Domega.